Dobro jutro, živijo. Tudi na Primorskem kdaj pada dež, ja. Evo, nam zaliva oljkice, pa zaliva še tiste peteršilčke, ki smo jih naflancali, pa solatko tudi zaliva, da bomo imeli čez zimo solatkico. Tako da ni dež slabo vreme, ja. Ker če ni dežja, pol je slabo vreme, ker je treba kante nositi, a ne? Torej, relativno je, kar so nam rekli, jutri pa bo vreme slabo, bo pa dež. Boga milega, valjda, da ni vse sam slabo, kakor nam tupijo. Pa nam so dotupili, da je slabo vse, kar je dobro, in da je dobro vse, kar je slabo. Da so mesta prekrasna, imate vse v mestih, imate vse, ne? Imate elektriko, imate vodo, imate štacune, zabavo, Atlantis tudi, pa kino, ojej, vse imate. A ja, nimate denarja za to, ste si pa sami krivi, se morate pa kar malo znajti. Vse smo že definirali, kdo je iznajdljiv. Tist, ki laže pa krade, pa tist, ki bolhe je, ta je iznajdljiv. Butarene, jaz nočem biti iznajdljiv, a je prav. Raj sem brez keša pa moralnost, okej. Pa zaspim k angelček, k dojenček, ker nisem nobenemu nič hudega naredil, pa ukradil ga tudi nisem, nobenega, ne. A veš, človek ima ful keša, ne, ampak dobro, pa se je nekaj ukradil, ne. A veš, ja, super nam je, mamo, ti zdaj pa 2-krat cepljen, a veš, pa otečene noge, pa komaj diha, pa komaj gre, živi s človekom, ki ga ne mara, actually. Vsem gre na živce, prijateljev itak nima iskrenega pogovora, tudi ne, zdaj bi pa on rad z denarjem kupil, ne, kakšno terapijo tle pri meni, pa bo pa boljš. Ne, majster, nič ne bo boljš, ti lahko daš tiste dinarčke, kamor češ, makar na ognjišče, pa se pogreješ, ker bo zima prišla, a veš. Etike, morale, čiste vesti denar ne more kupiti, ne. Disciplina. Sem rekel, da bo današnji naslov videa. Disciplina, ne. A veš, kako so nam ušraufali? Disciplina, moraš, da vstaneš ob 6, pa takoj zobe, pa telovadba, pa pol gremo naprej, pa disciplina. Jaz se spomnim od tabornikov, tisti, ki ste bili v vojski, veste, kako je v vojski. Jaz nisem bil, jaz sem dal ugovor vesti, ne. Jaz sem vesten. A veš, na katero foro, ne. Jaz sem rekel, da sem hodil na zdravstveno šolo, kjer sem se 4 leta učil ljudi zdraviti. In po končani srednji šoli, kjer sem se naučil ljudi zdraviti, ne bi šel v izobraževanje, kjer bi se učil ljudi pobijati. In me ta iz komisije debelo pogleda in me pogleda prav, prav imaš. In napiše noter, da ne bom šel v vojsko, ugovor vesti. Rekel, boš mogel iti pa v dom za ostarele. Vse je super, tam bom komu pomagal, a ne da? No, in pa so se ta naborništva končala, tako da jaz nisem šel v vojsko. Sem pa slišal marsikatero prigodo in dogodivščino, skratka, disciplina v vojski je kar bila. In še zdaj recimo se dostikrat ljudje menijo, ja, bi mogli fantje malo v vojsko, da vidijo, kaj to pomeni. Vstati pa laufati, pa znati perilo zložiti, pa tako, pa bi jih navadili malo. Ej, za vzgojo so mame, pa atati, pa vas, torej prijatelji, žlahta. To vas, kot skupnost, bi mogla vzgajati človeka, ne pa JNA, ne pa teritorialna obramba, Slovenska vojska, ne pa marinci, ne pa vzgojiteljice VVZ, vrtec, ne pa učiteljice, ker učiteljice, vzgojiteljice in komanderji imajo kurikulum. Ta kurikulum je narejen, da vas vozi stran od lastne prave biti. Ne? Vzgajati bi mogla mama, pa ata, pa sosedova Mojca, pa sosedov Peter, malo starejša, malo mlajši, a veš, v vasi, jaz si predstavljam indijansko pleme, noter niso hodili v vrtec, pa v šolo, pa v vojsko, ampak so drugega vzgajali. Iz starih knjig ste pa se najbrž tudi slišali, da večki otrok bolj drugega vzgajajo. Ni v bistvu več otrok, več bremena. Sploh ni res. Več otrok je, manj je bremena, ker jih ne rabiš vsakega paziti, ker starejši sin oziroma hčerka že pazi na to 6. ali pa 5. Ne?
In ti otroci so drugega vzgajali. Če pogledate današnji vrtec, vidite, da so 3-letniki ločeni od 4-letnikov, da se ne bi kdo kaj navadil, 4-letniki od 6-letnikov ločeni, da ne bi 6-letnikov komu kaj pokazal in tako naprej. Skratka, to je bedarija brez primere. Otroci morajo biti različnih starosti mešani. Pa ne samo otroci, tudi mi, ki odrastemo, je super, da se kaj od otrok naučimo, pa tudi kaj od starejših. Tistih, ki niso dementni, pa egotripirani, pa polni keša, pa brihtni, ker so vse ogolfali in tebi se režijo v nos, kako moraš biti pa ti. A veš, pošten pa to. On je pa ukradel izpod mize, po noč preprodal dio mater Boga. A veste kaj? Adrenokrom je bil zelo prisoten po celem svetu in koliko ljudi ima prste zraven v Sloveniji, recimo. Adrenokrom, pa se poznate, ne? Če ne poznate, dajte malo razširiti pogled. Ampak adrenokrom je bil biznis z trgovino z otroci, s človeškimi organi in adrenokromom, to je bil največji biznis. Tako da danes marsikdo zelo bogat ne želi priti ven, ker zdaj težko pojasni izvor svojega premoženja. Okay. Grem nazaj na disciplino, ker jaz takoj zaglajzam, jaz bi takoj pa ne obsojal, nočem obsojati, nočem niti s prstom kazati, ampak zavedati se pa moramo, da adrenokroma jaz nisem nosil v Sloveniji, se je pa in pil in proizvajal. Ja? Okay. Jaz ga nisem, zdaj ne vem, če ste zraven, pa se malo zamislite, kaj vam pripada. Sej verjamem, da tlele noben izmed vas ni ukleščen v to, ampak si morate predstavljati, kakšna scena, da se ljudje, pa ne pridejo zdaj ven, pa rečejo, koliko so frajeri, kako njihov BMW dobro potegne. Dajmo ga samo malo vprašati ti, kako pa, 8 ur si delal, kaj imaš to, neko dobro firmo ti, mislim, regresek pa to. My ass, stari, my ass. Ja, sem na leasingu vzel, pa kdo leasing plačuje, jebote, pralnice denarja, kamorkoli se obrneš. Grem nazaj na disciplino. Disciplina so nam probali dopovedati, da je vstati ob 6, pa iti na telovadbo, pa potem je treba zajtrk, pa potem je treba to in ono, in potem so vaje, pa potem je počitek, pa potem je malca, pa potem je kosilo, 5 obrokov na dan. Ti iz te discipline niti po točko razno nimaš svojega naravnega ne ritma, ne miru, ne smeri, niti ambicij, niti želja. Ja? Disciplina je nekaj, kar si v bistvu jaz drugače predstavljam, kot nam je probal sistem dopovedati. Disciplina je, da imaš sebe rad. Disciplina je, da zaradi ljubezni do sebe skrbiš za to, kaj boš nosil v telo. Se pravi, vemo, da kikiriki ni nekaj v genskem zapisu nas, Slovencov, ali pa neka novodobna jajca. In kikirikijevo maslo, pa kikiriki je meni osebno ful dober. Jaz ga lahko zgoltam, ko krčaš. Ampak prav pa ni, ker nima v sebi nič dobrega, mastanja, slan, ampak je dober. In zdaj disciplina je, da greš čez to željo, pa do tega, kaj je prav v tvojem telesu. Ja? Enako velja za kavo, enako velja za alkohol, enako velja za prehranske navade na vseh nivojih. Meso je good, je super, ne? Ja. Predvsem za onega pujska, ki ga hrustate, on je prav užival, rekel, jaz pa kome čakam, da me bo en zapekel na roštilju pa shrustal. Prav to si je zamišljal, ne? On ni mu neke vizije, da bi bil pa srečen pujsek, to pa ne. On je tako se rodil zato, da bo na krožniku pristal. Vse on je to vedel, ne? Disciplina, veš, mi smo dostikrat kar zaprli oči, kurcem zrezek pa bom ne počel. Ne? Niti se mislim, zdaj celo drugače nam probajo dopovedati, ker sem rekel, jaz to še pa postajam vegetarijanc, pravzaprav ne jem več mesa. Ja, Turšič, no pa ne moreš tako živeti, pa moraš malo meska, Ne, ja, veš, vsake to pa moraš malo pujska, pa veš čevapčič, kako je dobro. Pa mu rečeš, ne, veš kaj, mislim, da telo ni narejeno za pujsa jesti. A ti imaš zobe mesojedca, ne? Pa se pravijo, da moraš tok in tok mesa, moraš, veš, rabaš. Rabim, ja, adrenokrom od pujska, ne?
disciplina, pejmo nazaj na disciplino. Ni prav jesti ne pujska, ne purana, ne kuro, ne nobeno stvar, ki ima učke in te pogleda. Ta stvar ima dušo in ne moš tega jesti. Ne? To ni za jesti. Še slabše nas so futrali z ljudmi. Mi smo bili kanibali, ne vede, vsako mleto meso je sporno, vsaka pašteta je sporna, vsaka mortadela je sporna. Kaj so noter zmetali? Kdo ve? Se vse zmleto, ne? A smo pojedli, super, pa malo koščke maščobe, pa zgleda polžeka salama. Pa to ni, daleč od tega. Tako da, disciplina do sebe je, da paziš, kaj je telesu dobro in kaj je tvojemu umu dobro. Se pravi, o frekvenčnih smeteh sem govoril. Mi poslušamo zmeraj neko... Pa zakaj ta tip poje? Bom počakal refren, da vam bo jasno. Make my world a better place. Keep that smile on my face. Teach myself how to understand. Go myself, make a better man. Torej, dajmo narediti moj svet lepši, naš svet lepši z enim nasmehom na obrazu in učiti samega sebe, kako postati, učiti sam sebe razumeti, kako postati boljši človek. Evo, in iz dneva v dan smo mi lahko boljši do sebe, do drugih, do okolice, do narave, do živali, do vsega, predvsem pa do sebe. Ker če smo do sebe čisti in clean in pošteni, pol smo lahko tudi do drugih. Ne moramo pa biti do sebe ena praseta, govtati v sebe, kar je, pa reči, se do drugih se pa tako lepo ne smim, veš. Tako sem prijazen, veš, fejst, ja. A veš, odzadaj si pa pes, žreš, mislim, pes, psi so super. Odzadaj si pa, zloba. In ta zloba je razširjena na tem svetu do norega, kjer imam pač izkušnje imam sam, lastne, čedalje več pa se pojavi ljudi, ki me kontaktira iz naslova, da mi upajo povedati stvari, ki jih ne morejo povedati nikomur. So nerazumljeni v svojem okolju. In načeloma je tako, da je ena duša okupirana z več narcisi, temi ljudmi, ki se smečkajo, ki so super prijazni, isto sape tega pa ura 3, ne? In v bistvu mi noter, jaz sem bil tudi ena izmed takih žrtev, nočem reči, da sem pa žrtev, pa dajte naj se vam smilim, daleč od tega. Vem pa, da sem bil tarča, ta bo boljša, ne žrtev, ampak tarča, pa nisem edini in vem, da eno tarčo je pazilo kar nekaj ljudi. Zdaj, mi kot tarče moramo imeti disciplino, da se poknemo ven od tega gnoja. Zdaj, recimo, ena izmed zadnjih situacij je, pa so že kar nekih 5-6 v igri, kjer imajo ljudje s partnerskimi, v partnerstvu, v družini, toliko negative, toliko tega narcističnega pristopa, da so ljudje na meji obupa, na meji, da si vzamejo življenja, da ne vidijo več izhoda, enostavno pravijo, to je nevzdržno. Ja, welcome to the club, ja, dobrodošel v društvu, tudi pri nas je bilo stanje nevzdržno, a ne? Ja, nevzdržno je iti v službo, nevzdržno je iti bivati z ljudmi, se z njimi pogovarjati, ker pač to je slabše, da bi se s kamenom pogovarjal, ker kamen te vsaj posluša, imaš občutek. Mislim, vsaj ne skače ti v besedo. Mislim, tudi pokimane, ker narcis bo vse, kar praviš, vzel v glavo, pa bo pa obrnil, pa proti tebi ponudil. Najprej je zvedal, pa ga ful zanima, čez 10 minut že obrača in ti točno to meče naprej. Ker narcis je v bistvu strašno butasto bitje. Ne, nima neke strašnega intelekta. Mi kot tarče nismo vedeli, da oni to izkoriščajo na tak način. In mi moramo biti disciplinirani pri temu, da vztrajamo pri svojem. Sem rekel, disciplina do tega, kaj damo v ušesa, disciplina do tega, kaj poslušamo. Jaz sem že kdaj rekel, ugasnite radio, ne rabite vi prometne informacije, če pa sedite doma.
če ne boste nikamor šli, kaj vam bodo prometne informacije? Joj, popoldne pa bo vreme slabo, bo pa dež. Ne bo slabo vreme, dež bo, kar je tudi v redu. Če je za zaliti, ali kaj bom zalival ali ne bom zalival. Imam lučko, veš, sem še lučkar zraven, ta lučka me nekaj heca, nekaj... Veš, človek mora biti tonc, lučkar, kamerman, snemalec, producent, pa še kaj. Za vse sem sam, no pa še vrtnar mora biti, ampak se pravim, ni slabo vreme, zaliva mi, veš, to je zdaj, jaz v bistvu imam 2 muhi na mah točem, zalivam vrt, pa še tle trobezlam. Ja, kaj so ratele zdaj? Jaz sem rekel, da so trobezlancije, flancarije, hokus pokus, pa so bile kaj še, no zdaj pa pravijo terapeut Turšič. Terapeut, tera, te pa ja, tera. Ne, aj tera. Kakšna fora bolana. Ampak dobro, jaz nisem vedel, da se bo to zgodilo, če pa komu to odgovarja, pa mene zadovoljen, ker zato porabim nekaj časa, nekaj svojih jajc, nekaj svojega izpostavitve. Okay. Jaz sem se izpostavil. Kaj to pomeni? Da jaz se nisem izpostavil zaradi tega, ker bi rekel, stari, jaz pa fuj želim biti uspešen pa slaven, zdaj bom pa jaz nekaj trobezlov, pa me bodo ljudje poznali, pa bom pa bogat. Ne? Jaz se nisem izpostavil iz tega naslova, ampak iz naslova, da vam dokažem, da je kabala mrtva, da v bistvu razjasnim stvari, ki jih vem, ki jih razumem, ki jih živim. Zakaj? Zato, ker sem gotovo, da na slovenskem prostoru, govorim širše, je v bistvu stanje precej katastrofalno. V kontekstu ljudje ne razumejo, kaj se dogaja. Ljudje ne razumejo, da smo v vojni, ljudje ne vejo, kdo je sovražnik, ljudje ne vejo, da v bistvu ta panika, ki se dogaja, da je narejena umetno. In iz tega naslova sem se jaz izpostavil. Izpostavil sem se samo z obliko bodi. Matej, bodi in pokaži, kaj pomeni biti. Biti s polnim srcem, zadihati s polnimi pljuči na točkah oziroma na tistih nivojih, tistih področjih, ki so esencialni za človeka. Ni esencialno delati sem v smislu za enega magnatorja. Ne vem, zdaj sem pa zaposlen na Petrolu, zdaj pa super, ker sem jaz, že pri ekonomistih, ker sem že bolj hud. Ni fora to, da si tam hud. Fora je, da si hud tle noter, da si discipliniran, da ne lažeš, da ne fejkaš stvari, da ne glumiš, da ne igraš, da v bistvu da znaš svoj dan narediti pozitiven, da vidiš v stvarih pozitivne stvari. Joj, chemtraili, joj, nas ubijajo. Ne, zame so to zdravila, tako jih vidim. A ni boljše, da človek pozitivno razmišlja, ker naše misli kreirajo realnost, vse to smo že obdelali. In disciplina, v disciplino spada tudi disciplina misli. Ali ste optimist ali pesimist. Še enkrat, to ni prirojeno, to je stvar vaše izbere. In bodite disciplinirani in bodite pozitivni v življenju. Ne sukati negative v life. Disciplina, čakaj, sem napisal še, veš. Ja, bodite disciplinirani v komunikaciji. Kadar komunicirate z nekom, z narcisom ali ne narcisom, no ja, najverjetneje boste v 99% komunicirali z narcisom. In do njih morate imeti neko disciplino komunikacije, da veste, kaj on želi iz vaše komunikacije posrkati in kaj mu vi smete, česa mu ne smete in kaj morate navršiti, da se bo ujel v svojo lastno zanko. Igrica je dobra, da ne bo pomote. V bistvu se človek lahko zabava s temi narcisi. Ti rečeš, da je narcisi, no reče, ja, narcisi so pa res grdi. Mislim, se ti ne zamerim, ko sem rekel, da sem narcis. To sem en prav realen primer. Človeku sem rekel, ti si klasičen narcis. In on me kliče drug dan in pravi, stari, se ti ne zamerim, ko sem rekel, da sem narcis, veš. Ni panike. V kontekstu se veš, da nisem, ampak zamerim ti pa ne. Mislim, kaj je tacga. Čakaj, disciplina. Tako je. In disciplino vam ne morem jaz napisati, kaj je disciplina. Nihče vam ne more napisati. Disciplino si postavljate sami. To je Lina zdaj skočila, pa mizo rukala, veš. Pa spet moram nazaj. To je skozi nek biznis. Človek mora biti, čisto vse. Smo da tlele še strehico, da lučka ne sveti v kamero, veš. To je skozi.
Nivo discipline se definirajte sami. Ali boste nehali piti alkohol v popolnosti, ali boste rekli, en kozarc vina pa meni po kosilu pripada. Lina ne. Hoče skočiti na poslu. Ali je v redu, če rečete, ok, bom pokadil 2 čika na dan, ker je to super. Ne, stari, jaz lahko pokadim 20 čikov, zato ker ful veliko mislim in mi ful paše pokadi 20 čikov. Ok, tvoja pljuča si kaj podtreniral, kadiš Marlboro rdeča, Lucky Strike. Kaj me psi me zezajo, veš ti to? Kaj me zdaj dražiš? Pejt nekam si daj plac na poslu, ne smeš, se veš. Moji psi sem še govoriti in manjka. Recimo jaz kadim bosanski tobak brez aditivov. To je zame disciplina. Jaz nočem strupa Marlboro Light, Lucky Strike, West, Boss, pa vse bom nehal tudi kaditi, slej ko prej, tako kot sem z alkoholom zaključil. Ampak se mi zdi, da ko bo pa dobro kosilo, pa bom prinesel eno dobro buteljko. Takrat pa ja, nimam več potrebe po tem, da se odklopim od norega sveta, ker v bistvu alkohol je pobeg iz idiotskega sveta v svoj svet, ki je v redu. In ljudje so se velikokrat zapijali ravno napačni, ta pravi ljudje so se zapili zaradi tega, ker niso mogli zdržati v tem svetu bolanem. Tako kot se zdaj dogaja, da ljudje, ki so odprli učke, ne zdržijo več z nizkimi vibracijami. Nizke vibracije probajo visoko vibrirajočega človeka spraviti dol. In to je bolečina, to boli, to ne moreš, to znoriš. Zaradi tega je disciplina ta, da greste stran od tega, da ste toliko disciplinirani, da rečete, ne, gojzare gor in grem. Kam grem? Stran od tlele, čist sem šmoren, 2 km ali pa 35, čist sem šmoren, ali pa 2000. Nima veze, ampak v tem okolju ne. Zdaj, disciplina v komunikaciji, sem rekel, je tudi ta, da znate poslušati, da znate debato nadaljevati. Zdaj, če se pogovarjamo o tem, kako so telefoni narejeni, ne more biti naslednja stvar, ki jo vprašamo, pa, ampak to je pa res lepa barva, ne? Mislim, teba pri telefonih sva zdaj, imava še v telefonih kakšno za reči. Zdaj sva na rumeno barvo prišla, cool. Ti pa inflacija je ful, veš. Deva se midva zmenita, bova zdajle mešala mineštro, v 5 minutah odprla 6 tem, pa niti ene ne, bom rekel, začela obdelovati ali pa začela dodevati svoje mnenja in mišljenja. S pravimi ljudmi komunikacija teče zelo lepo, brez tovrstnih uskakovanj. Tako da bodite pozorni, kadar komunikacija ne teče prav, imate opravka z ljudmi, ki niso na vaši strani. Zavedite se tega. In disciplina je tudi gradnja samega sebe. Se pravi, graditi samega sebe, kot se je tudi počas kalil in gradil. Ni bil ta prvi dan on najbolj pogumen, on je bil vsak dan bolj pogumen. In tudi mi poguma ne moramo narediti čez noč in vseh strahov umakniti naenkrat. Tudi vseh starih, slabih razvad ne moramo skiniti čez noč. Rabimo neko obdobje, ampak tle rabimo disciplino, da rečemo, jaz želim svoje slabe navade iz mladosti odstranjevati korak po korak, eno po eno, skladno opuščaj razvade in navade iz mladosti. Je ena vrstička v Desiderati, ki sem jo tudi naredil in video, je naslovna Desiderata. In to je gradnja sebe, ampak zato rabiš disciplino. Ti rabiš tudi disciplino zato, da se skineš, no? Da te neha biti strah, ne vsega naenkrat, ampak kač, pa pajkov, pa ne vem, žab, pa ne vem, trave, hecne, ki jo ne vidiš tam pod vodo. Tega te ne rabi biti strah, ker če te je strah nečesa, potem ti tudi avtomatsko kar popaš nase, to sranje. Pa tudi še tako, če je namen, da vas pajk piči, vas bo pičil, in če je namen, da umrete od pajka, boste umrli, ne glede na to, se ga bojite ali ne.
Seveda ni namen, da umrete od pajka, itak da ne, zato ne boste in ni potrebe, da se pajka bojite, tudi miš vam ne bo pregriznila aorte. Ampak živeti v strahu pred mišjo ali pa pred pajkom ali pa pred groznim sistemom, ki vas bo jesen dal, vam bo jesen dal, zdaj pa lekarne so se pripravljale cel vikend, da bodo izdajale PCT teste, kažete za vnos tlačiti to pizdarijo. Če vas bo strah tega, potem boste to prinesli v svoje življenje in se boste mogli s tem soočiti, dokler ne boste straha odbili. Ampak korak po korak oddajajte strah stran od sebe in korak po korak dajte poleno na ogenj, dodajte pogum. Jaz sem probal razložiti, jaz sem z drsanjem dobil pogum malo tukaj, pa malo poguma tam, pa malo poguma tam. Aha, pa se tlele se tudi ni nič zgodilo, tako da lahko tudi naslednjič. In naenkrat postaneš ti dovolj pogumen, da v življenju stopaš z boso nogo kamorkoli. Ti posi pa enkrat prehiter. In kadar je hitro prehitro, sem pritegnil z mezinčkom, ki je eno kovinsko stvar, ki sem jo zmontiral za toplo, za rastlinjak. In v tistem momentu sem bil jezen na sebe, ker sem prehiteval samega sebe. Počas. Pojdi, previdno stopaj, umerjeno stopaj skozi življenje in hrup. In spomni se miru, ki ga lahko najdeš v tišini in sam s seboj. Dajte si tišino do sebe, pejte ven iz hrupa misli. Kaj mi je pa uno, sej jaz se bom hmalo razsvetlil, zdaj le moram samo še to stvar rešiti, pol bom pa jaz res na sebi začel delati. Zdaj le ne bi na sebi začel delati. A veš, ta prav dan za začeti delati na sebi je right now, zdaj le. Itak že toliko let, ko ste stari, prepozno, ampak okej, nikoli ni prepozno, sosedu, to povej, nikoli ni prepozno, če začnete zdaj, je glih prav, če začnete pa jutri, ste pa en dan v zamudi. Ne, niste, nikamor ne zamujate. Vse v življenju se dogaja točno tako, kot se mora. Odločitve pa le morate sprejeti. In prej, ko boste sprejeli odločitve, prej se vam bo življenje začelo peljati prav, ker pomagaj si in Bog ti bo pomagal. Če boste ležali vi, primer, pa zdaj bo pa prišel Trump, pa Bog, pa poha, pa trum in vse se bo zložilo, se ne bo. Zaradi tega, ker kadar se sami sabo pogovarjamo, se pogovarjamo z Bogom, torej smo mi Bog in če Bog v nas je, nas bo zmeri pomagal, usmerjal in podpiral pri naših odločitvah, seveda, če imajo čist namen. Karkoli se boste odločili, karkoli se mi odločimo delati, Bog s nami sodeluje, ker Bog je tle noter, ker vem eno ful dobro, zen, slišal sem, prebral sem jo. Dajmo reči, da je to bajka. Vprašali so se, kako bi mi človeka vzeli božanstvo, kam naj skrijemo njegovo božanstvo od človeka. Naj ga skrijemo v jame? Ne, lahko koplje, lahko grejo po luknjah, pa najdejo božanstvo. Torej naj ga damo na vrh gore. Ne, lahko bodo po gorah hodili, pa ga bodo našli, to božanstvo. Naj ga torej potopimo v oceane. Ne, lahko se bodo potapljali in svoje božanstvo našli v oceanih. Kaj pa naj pol naredimo? In se spomni eden in pravi, vem, dajmo njihovo božanstvo, skrijmo globoko v njih same in jim recimo, da se božanstvo skriva tam nekje na nebu. In ljudje nikoli ne bodo iskali po sebi. Eto, to je bila ena taka velika prevara. Božanstvo je noter, Bog je noter. A ti verjameš v Boga, Turšič? Ne, jaz sem Bog, mislim, njegova lovka. Mislim, veš, kad ima meduza ima lovkice, veš, to je milijon lovkic in Bog je eden, vse je eno, vsak izmed nas pa je ena izmed njegovih lovkic. In mi smo tisti, ki na koncu lovkice imamo pa roke, pa noge, pa glavo, pa ušesa, pa oči, pa usta in mi s tem lahko nekaj naredimo. Manifestiramo. Mani, nima veze mani s tem. Mani je prevara. Manifestacija pa ja. Mi imamo roke in lahko s temi rokami zakuhamo božansko kosilo. Lahko naredimo božanski vrt, lahko naredimo božansko lepo omaro, lahko naredimo božansko lepo glasbo.
In mi smo tisti, ki smo kreatorji, kreiramo to božjo iskro, božji namen. Naš božji namen pa je, da je svet lep, lepši, najlepši. In v Bibliji piše, da je to raj, da se je Adam zbudil v raju. Ja, in raj je tukaj, tudi pekel je tukaj, za tiste, ki izberejo katerega koli od tega. Mi imamo v sebi oboje in temo in svetlobo, jink pa jank. Zdaj, kdo zmaga, je odvisen, kaj futraš. Če futraš temo, pol je več teme, če pa futraš svetlobo, je pa več svetlobe. In ta svetloba, ki jo izžarevamo, kadar vibriramo visoko, je moteča za vse, ki spijo. Približno tako, kot da bi nekdo z lučkovom posvetil v oči. In ne marajo zaspanci te svetlobe, zaradi tega vaša prisotnost, če vibrirate više, njih iritira. In bi vas radi kar zavrati. Tle morate vi se odmakniti, na mus. Jaz pravim, če niste še nehali z odnosom z narcisom, pa še boste. Jo pa moram sam še to, ja prav, pa sam še to, pa boš 2 meseca kasneje, ne, pa sem 2 meseca, dober tek, uživaj, veselo, pol. Jaz sem ne vem, kam bom šel, jaz tudi ne, sam z narcisom ne boš ti preživel zaradi tega, ker najprej moraš sebe zgraditi in ne moreš ti zdaj se z narcisom boriti, če ti nisi izgrajen. Tako da morate izgraditi sebe s pomočjo discipline, da veste, kaj poslušate, da veste, kaj pijete, kaj jeste, s čem se futrate, kakšne vsebine berete, kakšne misli prenašate. A ste vi, gledate svet negativno ali vidite pozitivno? Jaz sem prepričan, da pred nami je čudovit svet in ne vojna, in ne pokop, in ne maske, in ne testiranje, in ne posiljevanja z ničemer od tega. Jaz ko me čakam, red oktober zagotovo nam bo dal vetra in nam bo pokazal še večje razsežnosti svinarij, v katerih smo živeli, ki smo jih bili deležni, in pokvarjenost ljudi, ki so manipulirali z nami na najvišjih položajih. Zdaj govorim predsedniki vlade, direktorji, upravniki, javni sektor, komanderji, policisti. Spet ne vsi, dohtarji in ravnatelji in učitelji, pa spet ne vsi, pa mesarji, pa prodajalci, pa spet ne vsi. Zmešani smo, drug z drugim, lažnivci pa resnicoljubi smo zmešani v eno družbo in tako se ne da živeti. Resnicoljubi smo mislili, da vsi govorijo resnico, lažnivci so pa vedeli, da oni lažejo, pa da mi govorimo resnico, to pa ja. In tle so bili lažnivci v prednosti. Zdaj se pa stvar obrača, pola se obračata, prvi bodo zadnji, zadnji bomo prvi. In pred nami je lep svet, ampak ga je treba tle noter definirati. Define yourself. Definiraj se, kdo si. Ja? Zdaj, sem že mnogokrat povedal, jaz sem jaz, tak, ki sem, in sem unikaten, ampak ti si pa ti, tudi unikat na svojem področju. In ne zanemarjati tega, katera stvar, kaj pa si, stari moj, sam tisto, kar imaš rad, kar rad počneš, to je ena izmed definicij, kdo si. Če rad šivaš, si je del rada, recimo, šivaš, je del tvoje definicije tudi kreacija preko blaga. Jaz ful rad spajam koščke lesa skupaj in kako spojiti 2 koščka lesa skupaj, imaš 1000 tehnik. In zdaj, kako? Ja, ne vem, nisem hodil s to mizarsko šolo. Ja, kako pa pol boš? Ja, ne vem, stari, do it by yourself, home made, in napišeš v YouTube. Mislim, fajn, če človek zna angleško, ampak zdaj tudi slovenščini že gre. In imaš ti filmček, kako se naredi svašta, celo perpetuum mobile se da baje zlomiti, baje. Vsak po svoje vidi svoj svet in prav, daj, vloži in prepričaj se, ali gre ali ne gre. In ko boš imel lastno izkušnjo, boš vedel, ali gre ali ne gre, zakaj je kateri spoj dober. Ali se to spoji s šrofencigarjem, ali se to z lepilom, ali se naredi neke reze posebne. Različno. Probaš, in pol vidiš, kater spoj je dober za okvirje slik, pa kater je dober za narediti poličko, recimo. Zdaj glih polička rihtam, veš. Mislim, kakšne scene imam, super.
Počasi se selem, kako lep, bom reportažo naredil, nič bat, the best, kam sem jaz uletel. Korak po korak, dobro, opuščajte strahove, pa opuščajte slabe navade, korak po korak. Ampak korak po korak tudi dodajajte v svoje življenje pogum in dobre navade. Torej, super je, dobra navada je, da ste ambiciozni, dobra navada je, da lovite jutranji vzhod, dobra navada je, da pijete vodo, mnogo nje, dobra navada je, da hodite bosonogi, dobra navada je, da ne uporabljate sončnih očal in zaščitnih sončnih krem, dobra navada je, da se ne tuširate z šamponi, ker so pač rakotvorni, ne, jaz ne vem, pa da si lasno umivate s šamponi, pa da ne dodajate perilu, ki ga perete mehčavcev, ker so rakotvorni, da ne pod pazduho se namažete z rakotvornimi deodoranti in tako naprej, da ne uporabljate zobnih past s fluoridom, ki je slab za kalcifikacijo, za našo pinalno žlezo, ker jo kalcificira, tako da tudi, ne vem, moram zdaj ponavljati, že 15 let ne uporabljam zobne paste s fluoridom, tako da mi se zdi to precej samoumevno, ne, kdor jo še od vas obvezno, Angelika je edina, ki jo jaz poznam, da nima fluorida. Pa še to, ali lahko res verjamemo, niti ne, tako da tudi soda pa zobna ščetka je čist ok, ali pa malo soli, je tudi ok, ni vse potrebno, tako kot nam rečejo. Tako ja. 36 minut. Poznate komad? Ajmo, idemo. Srčno, zmagovalci smo, epska glasba in tudi tale, kaj že, ajmo naprav pogled. Alzheimer Hirte, kaj je to poslednji Mohikanec, ne, ni, Kontrevlet, a je, nima veze, skratka komad star kot zemlja, ne. Govori, nam sporoča neko mehkobo, pejmo, dajmo svobodno na let. Leti ko ptica, bodi prepričan, da si ti sam kreacija Boga. Ja, niste vi kamni padli na zemljo in da vas en tlači, pa vrti, pa pohodi vas, pa mačka. Ne, več ste od tega in ste magnificent telo, znotraj tega magnificent telesa pa je čarovnija uma in srca. Dajte se tega zavedati, ne tega uničevati. Kabala nam je hotela povedati, da je super, če pijete Red Bull, pa žrete meso, pa to bo krasno. Narobe je to. Kar so oni rekli, da je dobro, je slabo. Kar so oni rekli, da je slabo, je nujno za koristiti. Ja, ok. To je to. Živimo v narobnem svetu, ki se obrača zdaj na noge in dajte tega se zavedati. Zadnji poletni dan je danes, ne, ni poletni, zadnji avgustovski, jutri pa že september krene, 1. september in ziher bo kaj novega, tako kot je za pač zadnji avgustovski dan, nekaj novega. In super so novosti, ampak ne v trgovini, nekaj novega, novo, novejše, najnovejše, ampak nova dogodivščina, nova izkušnja, nova experience, novo spoznanje, novo dognanje, novi ljudje in nove debate. To so tiste stvari, ki želimo, da so nove, ne pa nova jakna, nov BMW, pa nove. Imejte se čudovito, ljubljeni ste, odpustite si, ker odpuščeno vam je že na nivoju više. Sam nehajte lagati, če spadate v kategorijo narcisov. Uživajte, love you, čau.